Nastopil je čas kislega zelja s fižolom, matevžem ali samostojno, mogoče zabeljeno z bučnim oljem. Ne le, da je zelje dobro, je tudi zdravo in čeprav v okusu tega ni čutiti, brez kislega zelja pomorščaki, ki so v preteklosti iz Evrope krenili po svetu, ne bi prišli prav daleč. Vasco da Gama se je leta 1497 s 160 možmi na krovu ladje odpravil proti Indiji. S seboj so imeli dovolj hrane, a ker možje 96 dni niso stopili na kopno, niso imeli svežega sadja in zelenjave, zato so zboleli. Izpadali so jim zobje, bili so utrujeni in več kot 100 jih je umrlo. Bolezen, ki se pojavi, če ne zaužijemo dovolj vitamina C, se imenuje skorbut. In prav ta je bila kriva za te težave. Skoraj 300 let pozneje pa je James Cook na ladjo poleg posadke in vsega drugega dal naložiti še 60 sodov kislega zelja in se odpravil na pot okoli sveta. Pomorščaki so tako s hrano zaužili dovolj vitamina C in s skorbutom niso imeli težav. A kislo zelje ni nič novega. Tako kot večina drugih kapusnic izvira iz Sredozemlja. Kisanje kot način shranjevanja zelja pa so poznali že stari Slovani. Zelje kisamo tako, da ga očistimo, natanko narežemo, posolimo in obtežimo. To naredimo zato, da iztisnemo zrak, natančneje kisik, ki bi onemogočil proces kisanja. Zgodi se vrenje ali fermentacija, pri čemer iz sladkorja v zelju v dobrem mesecu in pol nastane mlečna kislina. Kislo zelje je v Sloveniji pozimi pogosta hrana. Telo z njim dobi vitamin C, blagodejno vpliva na prebavo, kosti, možgane in počutje. Uživanje kuhanega kislega zelja pa ima lahko tudi neprijeten stranski učinek. Med prebavo nas lahko napenja, a ta težava je zlahka rešljiva, če nismo v družbi.